pozdravljeni na okrogli mizi Šola kot prostor literarne socializacije. Šolski prostor je ključen za opismenjevanje, branje in literarno socializacijo. Generacije Slovencev so pismene, ker so se v šoli naučile brati in pisati. O literaturi večinoma vedo le to, kar so jih o njej naučili v šoli. Kako krmariti med obvezami, normiranostjo in motiviranjem? Kako se izogibati čerem naveličanosti? Ponujajo šolski in izvenšolski bralni projekti prave rešitve za izzive sodobne družbe? Na današnjem pogovoru v knjižnici Medvode sodelujejo različne sogovornice, ki bodo vsaka svojega vidika osvetlile mesto branja, bralne pismenosti in literature v šolskem prostoru. Z mano so magistra Damjana Šubic iz Osnovne šole Medvode, učiteljica razrednega pouka, avtorica priročnikov za poučevanje slovenščine v 4. in 5. razredu Hej hoj, z dolgoletno učiteljsko kilometrino, trenutno pa ravnateljica Osnovne šole Medvode. Pozdravljena, Damjana. Magistra Petra Mikeln prihaja iz Osnovne šole Polje, je anglistka in komparativistka, učiteljica angleščine, prej pa tudi španščine, članica bralnega društva in dejavna sodelavka različnih projektov, ki spodbujajo branje med mladimi. Pozdravljena, Petra. Pozdravljeni. Marta Grkman-Repolusk prihaja z Osnovne šole Toma Brejca Kamnik, je šolska knjižničarka in avtorica bloga iz Dnevnika šolske knjižnice, v katerem predvsem mlajše bralce vabi k branju. Pozdravljeni, Marta, tudi vi. Tudi lep pozdrav. In današnji pogovor bom moderirala Barbara Pregelj. Začela bi kar z enim vprašanjem za vse. Nedavno se je pokazalo, da je šola za mnoge otroke pravzaprav edini prostor, ki jim omogoča različne oblike razvoja, tako psihološkega, družbenega, pa seveda tudi kognitivnega. In zanima me, če lahko vsaka od vas pove, kako pomembno mesto v šoli zaseda branje. Kar vsaka svojega vidika s tem, s čimer se vi ukvarjate, kako vi to vidite. Marta, mogoče začnemo kar z vami. Ja, jaz lahko s svoje strani povem, kaj se dogaja v knjižnici. Sicer zadnji 2 leti je bilo malo težav, ampak upamo, da bo zdaj po starem steklo. Mi pripravljamo en kup projektov. Dobro, eno je knjižničarski krožek, ki privabi marsikoga, ki ni samo bralec, mislim, ki niti ni bralec. Sicer so pa bralni projekti, kot je bralni klub, Rad berem za prvošolčke, potem Noč branja, ki tudi zdaj očitno letos bo spet odpadla, ker se ne smemo še vedno ne mešati. Potem je bil en zelo lep projekt Branje potovanje, ki je potekal na celi šoli od 1. do 9. razreda in vsi so bili nekako vpleteni, cele družine, ne samo otroci. Knjiga je potovala v delku skozi celo leto, bralni dnevnik je potoval z njim, prvi triadi pa celo maskota iz knjige. Tako da je bil tak zelo res lep projekt, no, na katerega smo vsi ponosni in zdaj je malo zamrl, ampak me učitelji že sprašujejo, kdaj bomo ponovno, sploh do 5. razreda, ker se mi zdi, da moramo branje v razredu oživiti, ne samo v knjižnici. Tam več ali manj živi, pač v razredu samem. Petra, mogoče nadaljujete vi, kako je v razredu, v specifičnem razredu, ne, kjer je vaša situacija precej specifična, ne? Ja, jaz kot učiteljica angleščine, zdaj bralna spretnost seveda ena pomembnejših. Na začetku sicer začnemo s poslušanjem, z govorjenjem, ampak branje te spremlja vse življenje, ne, saj že to, da lahko rešijo nalogo nekje, morajo znati prebrati navodila, ne da se samo poslušati pa govoriti. Je pa to malo drugačno branje, ne. Tako da pri pouku angleščine mi pač to razvijamo pri tujem jeziku. Se mi pa zdi, da branje brez njega res ne gre, no, da je zelo pomembna spretnost. Če hočemo v življenju biti uspešni, moramo marsikaj znati prebrati in v razred vrniti, ja, in več to vaditi, ker se mi zdi, da drugje mogoče nimajo tega prostora oziroma nam ga ukradejo druge stvari, ne. Zdaj je toliko ponudbe za otroke, da s temi mediji in vsem tem krade. Čeprav konec koncev tudi tam berejo. Če so na internetu, morajo tudi znati marsikaj prebrati
In bi bilo zelo dobro, da bi znali brati in zraven kritično razmišljati, ker se res najde marsikaj. Ne. Tako da upam, da nam uspe čim bolj ta kritični vidik tudi razviti. Ne samo tehnika branja, ki je seveda prva stvar, ampak da bi znali otroke spodbuditi, da razmišljajo o tem, kar preberejo. Super. Ja, Damjana, kako pa vi? Mogoče kakšen bolj celosten pogled, ne? Imate zdaj v bistvu v resnici to, ta vaša v bistvu osnovna, ne? V bistvu osnovni pogled, ne? Torej v razredno stopnjo se je seveda zdaj razširil, ko ste ravnateljica, ne? Kako je zdaj, kako vi to vidite? Ja, branje pravzaprav, največ se, bi človek rekel, ukvarjamo z njim v prvem triletju, se pravi, ko je začetno opismenjevanje. In seveda, tako kot je že pred mano rekla Petra, ne, je zelo pomembno, da učenci se najprej naučijo tehnike branja, ker potem, ko se ne ukvarjajo več samo tehniko branja, potem pride tudi do tega, da tisto, kar preberejo, razumejo. Dobro je, da kritično razmišljajo zraven, to je sigurno, ampak tega jih moramo pravzaprav mi odrasli naučiti. Tako da, če imamo prave pristope, različne bralne, motivacijske prijeme, da jih tekom osnovnošolskega izobraževanja nekako pripeljemo do tega res kritičnega razmišljanja, da ne samo, da berejo z razumevanjem, da berejo tudi z užitkom. Kajti, če govorimo o branju, najprej vsak samo pomisli branje za oceno oziroma branje za to, da ti lahko prebereš besedilo, da ga razumeš, razčleniš, da prebereš pri matematiki neko besedilno nalogo, da se učiš iz učbenika, ampak ne smemo pozabiti, da tukaj je pa bistvo užitek, to je pa leposlovje. In tukaj pa je ravno tako zelo pomembno, da že od prvega razreda naprej, da otroci najprej seveda poslušajo, z užitkom poslušajo, vidijo, da učiteljica ali vzgojiteljica z užitkom to pripoveduje, bere, jih navdušuje, jih motivira in kasneje seveda tudi sami posegajo po vseh teh leposlovnih knjigah in seveda ob tem začnejo uživati. In tako se seveda pridobijo določen svoj stil branja in pa tudi ugotovijo, katera z vrst literature jim najbolj ustreza. Ja, v bistvu hotela sem, da se nekako navežemo na en podatek, ki ga je v svoji knjigi Berem, da se poberem, napisal Miha Kovač. Namreč on je trdil, da v bistvu raziskave kažejo, da branje lahko nadomesti eno stopnjo izobrazbe. Ne? Vse ste same tudi strastne bralke, veliko berete, seveda. Kako pa v bistvu, kako otrokom in tudi njihovim staršem pojasniti, zakaj je branje literature tako zelo pomembno? Kaj jim govorite? Ja, recimo pri nas v šoli je že kar nekaj let v začetku septembra ali pa konec junija sestanek za bodoče prvošolce. In tam dobi mesto tudi knjižničarka na tem srečanju, kjer ne govorim toliko o tehniki branja, ampak o tej začaranosti, ki potem nikoli ne mine, če starši pri tem pomagajo. Malo si pomagam s penakom. Se mi zdi, da je pač čudovit motivator za branje in takrat starši kar verjamejo in velikokrat otroke prvošolčke potem vprašam, če nalogo starši opravljajo, da vsak večer 5 minut, pa je tistih njihovih. Pa se vemo, nekje jih je več, nekje pa žal ni niti 5 minut. Tako da mislim, da je to ena pot, da jim nekako staršem že pred branjem, mislim v obdobju, ko še niso prvošolci, njihovi otroci, povemo, koliko je to pomembna stvar. Drugo pa potem nadaljujemo. Jaz se sicer potem bolj ukvarjam s učenci zadnje triade, s tem bralnim klubom, ki je ena od čudovitih reči. Navdušila me je pred leti kolegica iz domžalske šole, Sabina Burkalica, in od takrat naprej, to je zdaj že 7-8 let, bralni klub poteka na šoli. Letos je koronski čas prinesel dobro stvar, namreč niso se mogli otroci mešati med oddelki, niti ne, tako da iz 2 skupin zdaj nastalo 5 skupin. Super. So se pa dobro organizirali, ker 10 jih je moglo biti, da so upravičili krožek in je bilo lobiranje kar uspešno.
Se pravi, se oni v resnici sami prepričevali, ne samo vi. Drugega, ja, pet boš videla, kako bo fino, ne, tako da poskušamo tudi fante privabiti, ker včasih malo teže, zato ker ni glih tako modern biti v bralnem klubu, a ne. V klubu že, ne pa bralnem. Tako da se trudimo na ta način, no, ampak to je delček, ki je po pouku. Jaz mislim, da nujno rabimo to upeljati, bralne minute ali karkoli v pouk vseh predmetov, od 1. do 9. Zato, ker ta začaranost je nekaj lepega in zakaj jih ne bi s tem prepričali, se potem pa sami sebe lahko naprej čarajo. Super. Petra, kar? Ja, jaz se zelo strinjam ravno s tem, da bi bilo veliko lažje, če bi imeli med poukom, ker vse te klubi in podobne stvari, to je ali pred poukom, pa je najstnikom zelo težko zjutraj vstati, ali je po pouku, ko so že utrujeni in se ne da. Tako da bi res morali biti, ker ja, absolutno začeti čim prej, ampak na to jaz nimam vpliva, jaz jih tudi dobim na predmetni stopnji. Tako da jaz še najboljš, kar mi uspeva, je, da z lastnim zgledom, s tem, tako da se pogovarjam z njimi, da jim povem, kaj jaz berem. To sicer najlažje lahko na urah oddelčne skupnosti, kjer je več tega prostega časa, ampak da se pogovarjamo, pa da potem oni povejo, kaj berejo. Pa imamo v oddelku zdajle trenutno nekaj kar strastnih bralcev, tako da pol se malo med sabo navdušijo, ampak žal nekateri so pa kar precej neprepričani v to. Mogoče bojo pa kasneje, ne, tudi s kakšnimi mislimi, tako da imam plakate v učilnici, pa misel, ne vem, ljuba mi je tista, kdor bere, živi 1000 življenj, kdor ne bere samo enega. Tako da včasih kakšen potem vidi, no. In tudi staršem na roditeljskem sestanku očitno sem tako dobro predstavila, da sem lansko leto namesto kakšne rožice sem knjigo prejela in to odlično knjigo sem jo z užitkom prebrala, tako da vsake toliko časa pade na plodna tla kakšna beseda, zgled, ker se mi zdi, da poslušajo pa bolj drug drugega, tako da tle pa njih potem povleče. Ja, jaz menim, da pravzaprav so starši tisti prvi, ki spodbudijo otroka k branju, in če jim veliko berejo, ko so še otroci čisto majhni, veliko naredijo za njih. Kajti potem, ko pridejo v osnovno šolo, marsikakšen od staršev v 1. razredu še bere, potem pa misli, da je otrok že prevelik. Ampak otrok pravzaprav mora čutiti to domačnost. Že ta občutek mu je dober, ne, da zraven očeta ali mamice sedi, posluša, se mogoče tudi dela, da ne zna brati, samo zato, da je mamica malo dalj časa zraven. Skratka, ta neka domačnost, jaz mislim, da je zelo dobro, da so starši zgled in da veliko berejo, se veliko pogovarjajo. In to je dobra naložba za naprej, zaradi tega, ker ta otrok mogoče sprva zgleda, da ne bo rad bral, ampak kasneje pride do tega. Sem imela kar nekaj takih izkušenj, da so starši najprej rekli, koliko so otroku brali, otrok pa kar noče in noče brati. Čez par let so pa rekli, ne, da pravzaprav otroka skoraj ne morejo potegniti stran od knjig, tako da te stvari so naložba. Tako da mi odrasli pa tudi smo nekako zgled. Recimo učitelj, če bo z navdušenjem prebral nek odlomek iz knjige, če bo izbral dober odlomek iz knjige in bo rekel, no, kar pa si želite prebrati, boste pa izvedeli še več, če si vzamete knjigo sami v knjižnici. In na ta način jih spodbudi, da gredo naprej in iščejo novo in novo literaturo. Tako da jaz mislim, da ta osebni zgled je res nekaj tistega, kar tukaj prevlada. No, se mislim, da smo zdaj že kar lepo izpostavili neke stvari, ki bi jih tudi jaz želela. Namreč zdaj nazadnje, ko smo govorili v bistvu o osebnih zgledih, ne, in tudi prej smo omenjali v resnici že to, mogoče tudi medgeneracijsko v bistvu branje, ta čustveno vez, to čustveno vez v resnici, ne, ki jo nekako lahko tudi gojimo prek knjig, ne. Se mi zdi, če gledam recimo učni načrt za slovenščino, ne, v osnovni šoli, tam recimo piše, ne, da učenci, da je eno od ciljev recimo, ne, tudi to navajam, da branje prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv. Konec navedka. Ne, v bistvu, se pravi, to razvijanje in ohranjanje pozitivnega odnosa do branja je precej izpostavljeno. Hkrati pa se mi zdi, ne, da je zelo sama po sebi pomembno,
da je v resnici to zelo kognitiven vidik, se pravi ta intelektualen, miselni vidik, ne. Kot da v bistvu recimo, da bi nekako skozi kognicijo, skozi miselnost v bistvu lahko prišli do užitka, o katerem ste prej govorili, o leposlovju, ki se meni zdi recimo tudi primaren, ne. Zdi se mi mogoče, da šola čisto nekako neupravičeno, ne, ali pa učni načrt, šola ne, učni načrt pač nekako pušča čustva torej ob strani, ne, in zdi se mi tudi, da v bistvu nekako neupravičeno se pravzaprav od slovenščine, od pouka slovenščine pričakuje, da bo sistematično gojil branje, medtem ko v bistvu od drugih predmetov pa ne, pa smo se mi zdi zdaj zelo dobro izpostavili, da je to pomembno seveda, mislim, bralna pismenost je itak ena od temeljnih, ne, veščin. Kako vi to doživljate, kako vidite to? Mogoče zdaj obrnemo, da gremo. Ne vem, meni se zdi, no, da preveč izpostavljamo to bralno tehniko, a ne? In to predolgo časa traja, tako da to je resnično včasih problem. In če otroka preveč mučiš, ne, tako v narekovajih povedano, s tem, da mora glasno brati, je mogoče pa kakšnemu otroku ne ustreza glasno branje, zakaj ne bi ta otrok rajš potiho prebral pa povedal potem, kaj je bral, ne. In pa kot pravim, izbirati različne vrste literature, kajti otroku ne bo vedno ustrezalo, ne vem, nekateri bojo pač brali raje stripe, nekateri pravljice, detektivke, pač različno stvar, ki jo radi prebirajo, mu je potrebno ponuditi otrokom, a ne. Tako da res pa je, da pri slovenščini se z branjem in z bralno tehniko veliko ukvarjamo, mogoče včasih malo premalo poudarjamo leposlovje, je spet odvisno od učitelja, kako bo to znal predstaviti otrokom. Se pa dostikrat govori, a ne, pri matematiki, ko so besedilne naloge. Ja, ta pa ne zna brati, branje z razumevanjem je šibko, a ne, in potem ugotovimo, da pravzaprav branje ni samo stvar slovenščine, ampak je branje tudi pri matematiki ali pa branje iz učbenikov. Otroke je treba najprej naučiti, kako bo iz nekega dolgega besedila poiskal in izluščil bistvo. Tako da, ampak to so bolj suhoparni deli, ki mogoče potem povzročijo, da komu malo mogoče priskutijo to branje. Ampak ta pravi učitelj bo znal najti neko pravo mero ravnovesja med tistim, kar je težko in tistim, kar je prijetno. Ja, to se mi zdi, da je zelo, da je to tista prava umetnost, ne, to lovljenje tega ravnotežja, ne. Super, kaj pa? Angleščina, ne, slovenščina, ja. Tuji jeziki nasploh, ne. Tuji jeziki, ja. Zdaj, mi imamo verjetno to srečo, sploh zdaj je malo drugače, ker se hkrati v bistvu slovenščino skorajda že opismenjujejo tudi v angleščini, ampak drugače so pa vsaj te tehnike imeli že osvojene, tako da smo se pač ukvarjali s posebnostmi, ki jih ima vsak jezik, ne, ker so različne. Zapis, se strinjam, meni je tudi, vedno sem s tem glasnim branjem imela malo težav in pomislekov, tako da moram reči, da pri pouku redko kdaj ga zahtevam, pa pol včasih me kdo drug spomni na to, ker se mi zdi, da glasno branje ni ravno neka zelo vsakodnevna aktivnost, da v vsakdanjem življenju večinoma beremo sami zase, ne, in da je res pomembno to, da razumejo. Je pa mogoče res preveč vse osredotočeno samo na slovenščino. Zdaj, ko sem poslušala, ne, pri drugih predmetih je zelo malo prostora namenjenega, zdaj se pravim pri tujih jezikih, razvijanju bralnega razumevanja, ja, ne, ampak gre res samo za bralno razumevanje, ali je to, redko kdaj so literarna besedila, mogoče kakšne krajše zgodbice. Pri drugih predmetih pa ne, so pa učni načrti napolnjeni z drugimi vsebinami, pa tudi pri slovenščini se mi zdi včasih, da sploh ni prostora za nek pogovor in se mi zdi, da šele preko pogovora lahko pa ta čustvena dimenzija pride na plano, da je pa res v šoli velikokrat prostor samo za kognitivno in je ta čustveni del, vključno s čustveno inteligenco, ki tolikokrat zmanjka, se mi zdi v današnji družbi, nek ta odziv pa zavedati se lastnih čustev in kako jih ubesediti, da ta prostor nam pa velikokrat zmanjka, pa ta čas, sploh v osnovni šoli, kjer je verjetno to še najbolj pomembno, ko otroci odraščajo in spoznavajo sami sebe. Tako da bi bilo fino, če bi se našel prostor za to.
Ja, no, se tudi knjižničar poskuša mogoče delno to vrzel zapolniti, in sicer pri vseh urah knjižnično-informacijskega znanja, to so zelo strokovno rečeno, v bistvu jaz te ure vzamem res knjižnične oziroma približam literaturo z vseh koncev. Poskušam jo v tisti uri, ker če sem zelo kaj sem strokovna, pa razlagam določene stvari, vedno jih poskušam na koncu popestriti ali pa začeti zgodbami. Ali od stvari, o kateri se pogovarjamo, ali pa sicer z eno novostjo ali z eno zgodbo, ki je mene pustila mogoče brez odgovora na koncu, in vedno sledi pogovor. Mi imamo take luštne stopničke v knjižnici, plastificirane, tako da so vsi nagneteni in jih imam skupaj, mi ne morejo videti. In je fajn pogovor se razvije, no, tudi z asociacijami včasih, sploh ne zahtevam celih stavkov ali pa česa podobnega. Vidim pa, da jih preveč izpostavimo, če želimo, da glasno berejo, zelo radi pa vidijo, da mi glasno beremo. To jim je pa darilo, zato ker, ne vem, meni so že večkrat rekli, zdaj sem šele razumel, ne, ker ko sam prebere ali narobe naglasijo, vse se ti jaz kdaj narobe, pa me popravijo, pa nič narobe s tem, ampak je eno posebno darilo, če otroku že prej, pa tudi potem, da v šolcu beremo na glas. Takrat je pozornost, jaz si upam trditi, skoraj 100%. Tako da jaz te ure, vem, da včasih imamo kakšne nadomeščanja, zdaj je čuden čas, ogromno ljudi manjka v šolah, rečem, a grem s snovjo približno naprej, prav ne, berte. Samo berte, pa pogovarjajte se o branju. Tako da mislim, da učitelji se zavedajo, kaj manjka, ampak tako, kot vi pravite, enostavno čas jih preganja, učni načrt je treba priti do nečesa. Vsi smo, v nekaj smo ujeti, mi imamo pa mogoče malo več svobode še. Super. No, zdaj smo od teh bolj splošnih recimo stvari, že prej smo govorili o projektih, ampak bi se mogoče zdaj malo bolj še osredotočili na to, sodelujete v različnih bralnih projektih. Jaz sem zelo hvaležna Osnovni šoli Medvode, ker je odprla vrata bralno-motivacijskem projektu z elementi medkulturnosti Leo Leo, ki smo ga tam začeli izvajati na založbi Malinc in se učiti skupaj in razvijati. Ampak seveda, gospa Damjana, v bistvu ta projekt seveda ni edini, ki ga vi peljete na Osnovni šoli Medvode. Cel kup nekih projektov imate in veliko se ukvarjate z bralno pismenostjo. To je, se mi zdi, kar vaša prioriteta v zadnjih letih. Ja, sigurno. Sicer se, kot smo danes že nekajkrat ugotavljali, imamo zdaj zadnji 2 leti res težave zaradi te epidemije, tako da tudi te projekti so se malce prekinili sedaj, tako da ne bi mogla zdaj z nekim zelo velikim zadovoljstvom povedati, kaj vse smo naredili, ker zdaj trenutno v 2 letih nismo toliko, ampak se bomo zopet vrnili na tiste stare tirnice. Ja, mi smo zelo hvaležni, da smo v projektu Leo Leo, ker nam je odprl veliko novih možnosti. Ne govorim samo o tem, da smo spoznali zelo zanimive in dobre, kakovostne knjige iz tujih držav, se pravi, da niso samo iz našega domačega okolja, da smo spoznali tudi tuje pisatelje, pesnike, ustvarjalce, da so bili na naši šoli, da smo imeli to čast jih spoznati, in otrokom je to, da spoznajo nekoga, veliko jim pomeni. Skratka, imamo v Medvodah še Medvoško knjižno transverzalo, kjer je poudarek na tem, da bi otroci skupaj z družino hodili od postaje do postaje in opravljali določene naloge, povezane tudi z branjem. Sicer imamo Rastem s knjigo, to je ta projekt, ki je za 8. razred. Drugače pa imamo seveda vse vrste bralnih značk. Slovenska bralna značka ni edina, imamo tudi špansko bralno značko, vendar ne dobesedno, pač pa tako kot pravim Leo Leo, kjer pa seveda spoznavamo mnogo različnih motivacijskih tehnik, za kar smo zelo hvaležni gospe Barbari. Sicer je pa potem še nemška bralna značka, pa francoska bralna značka in angleška bralna značka, tako da pri nas smo s temi bralnimi značkami kar bogato, se pravi, jih imamo kar nekaj.
Ne bom pa rekla, da smo ravno najbolj zadovoljni z branjem naših učencev. Vedno iščemo kakšne nove možnosti in vedno iščemo, kako bi poskušali otroke motivirati dodatno za branje. Seveda nam razni drugi krožki, interesne dejavnosti pri tem pripomorejo, in pa seveda tudi ustvarjalni učitelji, ki vedno nove projekte iščejo, kjer bi se dalo še kaj dodatno narediti na področju branja. Super. Ja, saj mogoče sicer tudi zdaj vklepajo, ne, nekako prej, ko smo se pogovarjali, smo ugotavljali, ne, da je bilo na začetku te naše nesrečne epidemije, ne, da smo vsi imeli veliko, torej ne časa, ampak energije tudi, ne, za branje in da je v bistvu verjetno to tudi malo uplahnilo. Se mogoče to tudi pozna pri teh bralnih projektih, ampak upamo, ne, da bo zdaj kaj drugače, ne. Petra, mogoče vi? Se pravi, v bistvu vaša šola je pa v bistvu kulturna šola, ne? To je tudi en status posebne šole, mislim, no, posebne, pač veliko šol je kulturnih, ne? In tudi v bistvu imate vrsto nekih različnih projektov, vi jih peljete skupaj s knjižničarko, a ne? Nam kaj poveste še o tem? Ja, ta kulturna šola je tako zelo širok pojem, ki zajema marsikaj, ne, in vse, kar skušamo na tem področju delati, potem beležimo pridno, da lahko ta status nekako se ohranja. Jaz tudi delujem kot koordinator kulturno-umetnostne vzgoje na šoli, tako da dobivam vse te informacije. K sreči se je tukaj Ministrstvo za kulturo, se mi zdi, res zelo učinkovito povezali z Ministrstvom za izobraževanje, tako da povezuje kulturne ustanove in šole, kar se mi zdi zelo pomembno, ker ravno tako, kot je Damjana omenila, koliko učencem pomeni obisk nekega ustvarjalca, da vidijo nekoga, ki v resnici ustvarja, ne, pa že zato, da avtogram dobijo, njim se to zdi nekdo, ki je malo bolj znan. Res nekaj doda, da jih potem dodatno motivira. Tako da mi iščemo te poti, ker smo že omenjali, ne, sploh predmetna stopnja kar upade, ne, tako da bralne značke ravno tako, ampak jaz lahko pri angleščini povem, da žal vsako leto težje prepričamo učence, da najdejo čas še za to, ne, ker je teh aktivnosti veliko, šolskih obveznosti. Motivacija včasih je, včasih ni. Jaz se trudim s kakšnimi interesnimi v okviru pouka, je tega malo manj, no, delčna skupnost, probamo vsaj kakšno pesem sem pa tja, včasih me malo čudno pogledajo učenci, ko spet kakšno pesniško zbirko prinesem, ampak se mi zdi, da potem, ko slišijo, da jim kar nekako polepša dan, čeprav ne bojo tega na glas povedali, ampak malo se spremeni razpoloženje v oddelku po kakšni lepi Pavčkovi pesmi ali Borisa Novak, tako, ali pa katerikoli drug od naših res pesnikov, ki znajo z besedami. Naša knjižničarka, gospa Mateja Drnovšek Zvonar, pa tudi zelo aktivna, tudi Gigi4U, mislim, da je projekt tudi gospa Marta pelje oziroma ga je letos predala sodelavki, tako da zdaj še nekdo drug na šoli spoznava. Mi skušamo prek angleško-španskega bralnega kluba malo sodelovati tudi v projektu Leo Leo, pa si še tam širiti obzorja, še s kakšnim tujim jezikom. Tako da iščemo take načine, zdaj pa spet pred poukom, po pouku, da ulovimo kakšne učence, tiste navdušene, včasih so pol to eni in isti, ki se pojavljajo povsod. Tako da knjižničarski klub je letos spet zaživel, medgeneracijsko branje smo letos obnovili, tako da učitelji in drugi delavci šole beremo iste knjige in se potem z učenci pogovarjamo. To so ene tako zelo dragocene. Tudi za nas učitelje zelo, zelo dragoceni pogovori, ko vidiš, kako učenci razmišljajo. Učencem se mi pa zdi, da je pa tudi fino slišati, da je učitelja kako drugače. V drugem kontekstu ga tudi spoznati, ne? Pa tudi z nekimi zgledi, ne? Tako, kot smo prej se pogovarjali, ne? Čist nek drug kontekst. Zelo zanimivo, ja. In tudi ogromno knjig založbe Malinc se tukaj prebere, ker so res kvalitetne in res odpirajo ene svetove, ki jih drugače ne bi spoznali. Ne pridejo tako pogosto do nas v Sloveniji, tako da je zelo fino okno v svet to. Zelo veseli Ja, res. Gospa Marta, vi pa tudi, ne, Petra je že omenila, tudi poznate v bistvu, oziroma ste sodelovali zelo uspešno tudi, ne, v projektu Odprta knjiga Gigi4U.
Mi smo Seveda to zdaj- ni edini projekt, ne? Ogromno nekih projektov imate, ne? Ja, ampak bi vseeno izpostavila tega, ker je bil povsem drugačen od ostalih. 3 leta nazaj smo se prvič prijavili, res smo bili uspešni, 3 ekipe smo imeli, takih res navdušenih bralcev, takih, ki preberejo 5 romanov na teden, takih ne dobiš v svoji karieri velikrat. Tako da jim je bila ta mala malca, ampak potem to, kar so s knjigami počeli na osnovi vaših vprašalnikov, nalog, to je potem to, ko knjiga zostane zavedno. A ne? Tako da so zelo uživali, res smo se povezali, v knjižnici smo se tisto uro dobili. To je bil res dogodek, a ne? In je povezoval skupine, kljub temu, da so tekmovali med sabo in z drugimi, je bil en tak skupen duh. No. Tako da smo si celo zaslužili nagrado, sicer mogoče malo, da sem jaz kaj narobe razumela, ampak ta polet v vetrovniku je bil nekaj posebenega. Res to ne doživiš velikrat. No. Tako da so te moje dekleta, no, in fantje, so tudi fantje sodelovali. Res je bil to čist en nov način, kako pristopati do knjige, in jaz sem si drznila nekaj teh stvari obdržati pri bralni znački, ki jo imam za devetošolce. Ker je drugače. Zdaj pa on izstopi iz knjige. Oni prijo pa reče, a vam povem vsebino. Ne, sem nekaj to poznam, pa prebrala sem jo tudi na internetu. A ne? Kaj pa zdaj? No, potem se pa začnemo pogovarjati, pa oni mi, prenesejo mi prostor iz knjige v Kamnik. Pa je to včasih tako čuden, ampak potem se pa zgodba odvija še enkrat v njih na povsem drug način in jim je to zanimivo, s tem, da ne moreš se hecati, da si knjigo prebral, če nisi. Ne? Kar je pa namen. Ne? Tukaj mislim, da je to ena od super stvari. Recimo, da ne vem, če je bralni klub bralni projekt, ampak tako zelo živi na šoli zadnja leta, da sem recimo, meni osebno je, tako kot pravite vi, zelo dragoceno, da knjigo skupaj preberemo. Tokrat jo berem, recimo Laž smo prebrali pred dnevi do konca, z 2 skupinama, ker je vzporedno tekel. Neverjetno, kaj otroci vidijo med vrsticami, kaj slišijo, na kakšne stvari mene opozorijo, ker sem kot bralka najbrž z drugega sveta, a ne, v primerjavi z njimi. In meni osebno je to darilo, meni so oni darilo, s tem njihovim dojemanjem vsebin in pogledov, in potem so včasih zelo burne debate in se razvije. Moraš biti moderator in umirjevalec včasih strasti, ampak je prijetno. Moram pa pač opozoriti oziroma poudariti, da se velikokrat igramo tudi te bralne strategije, zato da razbijamo to s predmeti, ki jih vlečejo z vrečke, včasih naključno, včasih tako, velikokrat vlogo prevzamejo določene osebe v knjigi, ker jim je včasih težko, ker se ne strinjajo z njim. Zdaj se moraš 10 minut strinjati. In poskušajo upravičiti njegova dejanja. Ne. Tako da se mi zdi, da je tukaj miselni proces v tem zelo bogato zajetno. In knjiga dobi težo, še dvojno. No. Take izkušnje imam jaz. No. Smo pa tudi mi kulturna šola, imamo bralne značke, ne toliko kot vi, ne toliko jih nimamo, ampak si pravim, bralno značko moraš nadgraditi, tako kot vse, če želiš, da je živa, da otroci se čutijo poistoveteni z njo. No. Super. Ja, zdaj smo prišli v bistvu do tega, kar v resnici nas najbolj veseli, ne, se pravi te projekti, delo na teh projektih, v bistvu tudi, ki nekako mogoče malo bolj individualno delo, ne. Pa bi mogoče s tem tudi vse kar počas zaključile, ne. Se pravi, mogoče, če strnemo, kaj se vam zdi, torej s kakšnimi izzivi se bo šola srečevala, torej v povezavi seveda z branjem, ne. Mogoče, če si upamo napovedati ali pa vsaj malo razmišljati v tej smeri, kako bo pomembno še naprej branje, no, za našo družbo nasploh. Torej, seveda, itak, torej, delo, ki ga opravljamo, seveda ni za danes, ne, je delo za prihodnost. Generacije, ki se šolajo, so seveda, bodo nekoč intelektualci, bodo nekoč odrasli, bodo nekoč beroči, upam, ne. Kaj se vam zdi, no? Kakšna prihodnost se obeta branju? Ne vem, jaz imam rada knjigo v rokah. Današnjo mladino pa vidim, da berejo preko medijev, a ne? Tako da preko
telefonov, elektronskih, se pravi sporočil, ni da ni, niti ne bi vedela, kaj vse oni uporabljajo. Ne bom rekla zdaj, da je moja ideja, da moram imeti knjigo v rokah, edina prava. Zato, ker tako kot sem jaz prepričana, da moram dobro knjigo imeti v rokah, da lahko obstanem, da lahko prelistam malo naprej, pa malo nazaj. Saj vem, da tudi mladina polista po tistem svojem mediju malo gor in dol, ampak pač mi, ki smo že nekoliko v letih, imamo radi bolj tradicionalni pristop pri branju, medtem ko mladina želi imeti pa bolj ta digitalni. Tako da jaz mislim, da najbrž bo prišlo precej na ta digitalni sistem. Dejstvo pa je, da bo zelo pomembno, da beremo in da beremo z užitkom. Bo pa zelo pomembno mlade izobraziti res kritično. Razmišljati o tem, kar preberejo, ker tisto, kar berejo na internetu, ni vedno vse res. Tako da jaz se bojim, da bodo postali premalo kritični, če jih ne bomo znali vzgojiti. Ampak branje ne bo zamrlo. Jaz mislim, da branje bo od nekdaj je bilo in da tudi vnaprej bo. Samo da se bo medij spremenil iz tiskanega v elektronskega. Jaz se pridružujem, gospe Damjani, s tem, da jaz pa prisegam na knjigo kot tisto, ki šelesti, tisto, ki diši in glede na to, koliko dolgo se je obdržala, verjamem v njen obstoj tudi še v bodoče. Ob seveda spremljajočih drugih medijih, kot so bralniki in podobne reči, proti čemer nimam nič, ampak meni mora knjiga takole med prsti, jo moram začutiti in zdaj vidim, da tudi bralci mladi, ki prihajajo, ki imam kupe novih knjig na ogledu, a lahko pogledam. Poseben čar je, ko otroku rečem, ti si pa čist prvi, ki si boš tole sposodil. To je von, ki ga ne moreš prečarati na bralniku ali pa kje drugje. In jaz prisegam na to, pa še na to, da moramo se potruditi v naslednjih letih, že z majhnimi bralci, da je branje nagrada. Ne kazen. To moramo za eno igro nekako najti pot, da res na koncu ure, ko je pa vse tako, kot je bilo treba, kot je bilo zamišljeno, je pa zgodba. In s tem mislim, da bi lahko marsikaj naredili. Naprimer zgodba v nadaljevanjih. Karkoli. Branje v nadaljevanjih je čudovita stvar. To je nekaj najboljšega. In če zbereš pravo knjigo, jih imaš en mesec lahko prikovane. Zdaj bo pa knjiga, so že primeri, že čakajo. In to je čarobnost tega, kar s branjem lahko dosežemo. Super. Ja, res lepo. Jaz tudi mislim, da branje ostaja z nami. Zdaj, ko smo se enkrat naučili brati, jaz mislim, da človek ne bo več tega pozabil in da brez tega ne bo šlo. V kakšni obliki knjiga se drži, jaz mislim, da se bo obdržala. Se mi pa zdi, po eni strani, jaz sem tudi pristaš, sem že prebrala kakšno knjigo tudi na ekranu, ampak ni isto, pa vemo, tudi se raziskave kažejo, da sta to dva različna načina branja. Se mi zdi prav, da znamo oba. In da to, da je ta različna ponudba mogoče komu v nekem trenutku se jim približa. Tudi zvočne knjige včasih prav pridejo. Bralnik, da lahko naložiš, pa greš na pot, tudi prav pride. Tako da se mi zdi, da upam, da bodo te stvari branje še bolj razširile in približale. Je pa tako, kot smo septembra, je bil posvet bralnega društva in je bil letos naslov Zapeljevanje v branje. Mislim, da te načine zapeljevanja v branje bomo pa tudi vedno znova odkrivali, iskali nove in upam, da čim več ljudi, sploh pa naših teh otrok zapeljali v branje, da bodo tudi oni v tem uživali in odkrivali nove svetove. Se mi zdi, da tako jih res lahko odkriješ tisoče. Mislim, da je to krasen zaključek. Hvala lepa vsem, ker ste bili danes z nami. Veselim se, da bo ta naš pogovor našel, torej, da ga bodo videli različne oči, da ga bodo slišali različna ušesa. Mogoče bi zaključila vseeno s Penakom, ki ste ga prej, gospa Marta, pač omenjali. Namreč ena njegovih teh trditev je, da je v bistvu
je branje pač glagol, ne, glagolnik pač, ki nekako, pa glagol, ki v bistvu ne dopušča velevnika, ne moreš pač brati v velevniku, oziroma da to nekako dela škodo branju. Mislim, da današnji pogovor v bistvu je zelo dobro pokazal v resnici, da šola kljub temu, da je nek prostor normiranja, nekega formiranja tudi, ne, da hkrati je tudi dosti svoboden prostor, ki omogoča v bistvu neko igro z branjem, s knjigami in neko užitek. Hvala lepa še enkrat vsem. Hvala vam za povabila.